Jaz sem še vedno Neža, tole pa je Tilen, ki riše stripe in jih ima tudi s sabo. Čau. To so super cool stripi, Tilenovi stripi. Ne samo moje, te sem narisal, ampak jih nisem spisal. O tem bova še več povedala, Yes. ampak najprej, zakaj imajo skoraj vse fatalke dolge lase? Mislim, da sta dve stvari. Vsi umetniki zelo radi rišejo take dolge, plapolajoče, ali bodo take capes, ali bodo lasje, karkoli takega. Druga je stvar, pa da pač silhueta, ne, bolje prepoznavno, bolje lahko, ne vem, seksi. Res. To je subjektivno. V redu je, no? Ampak dajva zdaj razdreti tale seksi stereotip, pa probi eno narisati s kratkimi lasmi. A bo šlo? Bo šlo. Jaz bom pa tudi zraven narisala in se pretvarjala, da znam. Že dolg časa hecam punco, da bi ona pozirala zame kdaj, ampak zaenkrat je še mešam preveč sramežljiva, ampak mogoče mi bo kdaj ratelj. Kako oseben si pa sploh do svojih teh likov? A se kaj navežeš na njih, a bi šel z njimi na kavo? Odvisno, ne? Zdaj o kakšnih zgodbah razmišljam dlje časa, pa potem o likih razmišljam tako kot o nekih likih, ki jih zelo dobro poznam. Nimam pa teh nagnjen, da bi tako mi bilo žal, ko bi mogel lik, ne vem... Umret. Ne. Ja, v redu je, pač mislim, ni te več. Ja, mislim, fikcija je fikcija, ne, to moramo ločiti, ne. Ja, kaj pa, če bi ti punca pozirala? Bi Punca ostala pozirala- živa do konca? Absolutno. Zakaj si ti sploh začel stripe delati? Jaz sem, kot vsak mladi slovenski otrok, začel z Mustrom in pač potem nadaljeval z Lavričem, pa z Izarjem in v bistvu že od nekdaj, no pa tudi neki Miško, ne, če ne gremo samo na Slovence. Tako da pač strip mi je že od nekdaj zelo blizu. Tudi doma imata oba starša zelo umetniško žilico, bom rekel. Tako da niste sicer striparja ali pa karkoli takega, ampak je bilo to zelo spodbojeno. Zdaj ne vem, če boste še vedno vesela, čez 10 let, da ste me spodbojala, da grem v strip, ampak A ni ful denarja? ne, nažalost ne. To je zelo majhna industrija, ki deluje bolj underground kot ne. Se pravi, zdaj veliko superherojskih junakov po te zadeve postajajo mainstream. Filmi veliko denarja služijo, tudi mogoče, če se adaptira strip, je v tem potencialno veliko denarja, ampak je bolj kot ne izjema kot pravilo, ne. Riš. Večina striparjev bo povedala, da to dela, ker si res želi ustvarjati, ne sploh zaradi zaslužka. Kak odnos pa imaš ti do teh svojih likov, ne, če sva že začela s tem? Recimo, ko rišeš fatalke, a ti morajo biti seksi pa to, da so ti fajne, ali pa recimo oni liki, ki so ti, ne vem, zoprni, recimo, ki imajo tak karakter v stripu, a morajo biti tudi tebi pa zoprni, ki jih narišeš? Mislim, da je treba razmišljati o bralcu, predvsem pa tako na splošno čim več ljudem, ne, se pravi, vsi smo imeli kakšno učiteljico za matematiko, ki je tak stereotip, ne, neka starejša gospa z palico pa skažnimi lasmi, ne, se pravi, to pač je Ta potem... ni pol fatalka. Ta ni fatalka, ne. Kako se pa lotiš, da narediš nek karakter? Že Da Vinci je imel tiste tretmaje oziroma, kako se reče, treatises o tem, kako bi pač nekateri ljudje izgledajo bolj podobni, ne vem, oslom in so bolj neumni, nekateri ljudje izgledajo bolj podobni, ne, sokolom in so bolj, ne, orlovski. In to pač nakaže nek karakter, ampak naloga risarja je pač, da te klišeje subverzira ali jih pa v bistvu afirmira in potem lahko naredimo nek lik, ki v bistvu ne zgleda tako, ker ne, recimo nekoga naredimo, ki je tako zelo ostre poteze in potem na koncu izkaže, da je, ne, good guy medvedek, ne, surprise. Ali pa glih obratno, ne, v večino teh Disney ali pa Pixar filmih je pač nek surprise, ki je na koncu v bistvu je bad guy, je nek medvedek ali pa nek ovčka ali pa nekaj takega. In kakšna je razlika takrat, ko ti delaš po svojem scenariju stvari, pa takrat, ko jih delaš po scenariju nekoga drugega, kot so tile stripi, ki so jih prej pokazali? Ja, jaz zelo rad delam po scenariju drugih ljudi in to predvsem zato, ker tle ni nekega prostora za zmoto. V bistvu človek, če na scenariju piše, ne vem, da mora biti narisana vesoljska ladja, potem bom jaz zmodeliral vesoljsko ladjo in narisal. Če pa jaz sam napišem scenarij, pa se bom pri vsakem koraku spraševal, a bi res hotel to tja dati, kaj pa če ne bi, kaj pa če bi na drugo stran dal in itd. Tako da ja, perfekcionizem je mati zavlačevanja. A pa se ne počutiš kot umetnik prikrajšan pol? Ne, sploh. Strip je taka stvar, ki ni ovirana z budžetom ali pa da bi rabila ful ogromno produkcijo. Ja, valjda, da nima nič denarja v tem. To je res, ampak tudi tako iz čist finančnega vidika lahko odličen strip nekdo nariše, ki pač ima samo svinčnik in papir, kar lahko vsak dan dobi, ne. Je še vedno zelo lepo sodelovati z ljudmi, ki pač imajo iste ideje, isto estetiko. Veliko kreativne svobode to dopušča strip, ne, ker veliko ni nekih ogromnih studijev zraven, ki bi želeli se vmešavati. Zdaj v tujini so ful popularni ti stripovski albumi, sploh življenjepisi.
Yes. Kakšen bi bil naslov, če bi ti delal svoj stripovski življenjepis? Svoj stripovski življenjepis. Zdaj bi bil še malo krajši, no, Ja, ampak skozi leta se pa lahko nabere. Mogoče bi bil naslov To be continued. Tako moram priznati, da pač stripovska kariera je nekaj, kar še vedno poskušam se ustanoviti. Dejansko je to tak, se pravi, mehna industrija in je zelo težko zdravo pred te stripe, ki sem jih že naredil. V bistvu sem imel ogromno srečo, da sem uspel pač nekako pridobiti te veze. Recimo v tem primeru sem na nekem tekmovanju zmagal in sem potem dobil plačano delo, pa so me zgleda, da imeli radi, pa sem še enkrat najel, ampak tako zelo težko je priti zraven sploh, ne. A te bojo zdaj še tretjič? Upam, da me bojo. Mislim, so še druge stvari, ne. Skozi so neki scenariji v delu, ne. Kako se pa sploh lotiš kadriranja, ne? Kadriranje je ena ful pomembna stvar pri stripu, ne? Tudi prelom strani v končni fazi, ne? Če imam scenarij ali pa če imam svojega scenarija, je dosti isti proces. Pač scenarij mora biti zaključen, preden se gre v fazo risanja, ker če ni, potem nastanejo problemi. Potem, ko preberem scenarij, potem naredim take mehne skice in si probam zamisliti, kako bi to delal. Najbrž tako probam se usesti, pa si malo dviti glavo, kot da bi gledal film, potem pa strip je ni kot film, ne, so vse stvari naenkrat so na strani, ne, ni en kader posebej. Da potem probam še pogledati, da ne bodo stvari preveč nagnetene skupaj, da bo tudi tekst lepo pasal, tekst je zelo pomemben v stripu, da je smer branja levo proti desni, zgoraj navzdol in potem pač, ko so ta pravila so upoštevana, potem grem na fazo risanja. Zakaj je tekst zelo pomemben? Tipografija lahko tako naredi strip 10-krat boljši, a ga pa pač čisto nič. Ker neprofesionalna tipografija na pač dobrem stripu je tako, da bi nekdo si kupil Ferrarija, pa bi dal gor gume od Fiata. Zelo lahko uniči strip, no. Ampak ti si sodeloval na natečajih, ne? Kako pa še drugače razen tega prideš do nekega dela ali pa založnikov? Networking. Se pravi, treba je veliko ljudi poznati, pa kazati jim svoje ideje skozi, pa to, da vidijo, da prihajaš. Recimo zdajle čez 3 dni se odpravljam za tako konc tedna na Thought Bubble Comic Con Festival, ki je v bistvu v Leedsu v Angliji vsako leto. Za angleške standarde je to indie festival, ampak tako za slovenske standarde to je pač ogromna stvar. Da bi celega gospodarca zafilal z ljudmi. Pridejo editorji, pridejo artisti, pridejo writerji, pač vsi pridejo iz foha in potem se da z njimi tudi minglati in se pogovarjati o novih projektih in eventualno potem dobiti te nove projekte. Tudi en gost, mislim, da je letošnji Charlie Adlard, ki je pač vsako leto skoraj gost od stripa Walking Dead, ki je v bistvu začel kot indie stripom, potem postal zaradi serije tudi ogromna uspešnica in pač strip je tudi zdaj en od najbolj prodajnih stripov. Meja med indie stripom pa mainstream, bolj superherojskim stripom je vedno bolj zabrisana, ne? Jaz sem zato le kar obrnila počasi tole moje risanje, ko tebi gre ful dober. Kakšen pa je feeling, ko dobiš svoj strip v roke? Natisnjenega. Enkraten. Ko sem dobil res ta strip, nisem ga pričakoval, no? Ker ni cel strip, ne, se pravi, več zgodbic, no, sem prej listu končno odprl svoj in je pa kar malo, ne. Zelo potrjuje tako trud videti sebe ob ljudeh, ki pač občuduješ v stripu, ne. Kakšen pa je sploh tvoj cilj v stripu? Ne mislim narediti naslednjega Mausa, ker pač nimam tega v sebi, ampak tako zelo rad rišem in konzumiram fikcijo, rad pišem fikcijo, se ukvarjam s tem in pač moj cilj je edino to, da bi en izmed njih nekako se kosal, ne, z drugimi temi velikimi striparskimi imeni. Kako bi ti sploh definiral, kaj je to strip? Definicija stripa, zdaj po McCloudu je znam že skoraj na pamet, ker sem pač delal s tega diplomsko nalogo, so postavljene slike v namernem zaporedju, kar bi lahko rekel tudi recimo za hieroglife ali pa za grafite, mogoče tudi. Ali pa Instagram. Ali pa Instagram, v končni fazi, ja. Strip ima eno prednost, ki je drugi mediji nimajo in sicer to, da lahko direkt iz umišljije gre na papir karkoli. A veš, se glih zato mi je bilo tako fascinantno, ne? Karkoli lahko v stripu narediš. Super junaki so, krila imajo, mešanice so med živalmi in ljudmi, vse. Ženske imajo pa vse dolge lase, ali pa skoraj vse, ne? Evo, ne, bomo upravili. A pa si se kdaj mogel soočiti s tem stereotipom? A veš, delaš stripe, a to pa za otroke delaš? Dejansko ne, zdajle. Hujši stereotip je to, da superheroji, ne? Nekateri so stripi odlični na to temo, ampak to ni nujno taka visoka fikcija, ne? Zakaj tebe zanima v bistvu ta temačnost v stripu, noir? To je tako, kot pri vsaki fikciji, ne? Več kaj tveganja, bolj zanimiva zgodba, ne? To ne velja nujno, ne? Imamo veliko zgodb, ki se samo ljudje pogovarjajo in pač ne, ampak v stripu to ne deluje toliko dobro, ne? Ker pač, ne vem, Seinfeld v stripu bi zelo težko speljal, ne? Soprano je malo lažje. Strip se zelo lepo prileže takim zgodbam, ki so zelo eksplozivne, zelo take usodne zgodbe in ja, pač noir perfektno paše noter, ne? Tako da to je nekako moj genre of choice, bi temu lahko rekel.
A pa misliš, da ne more pa recimo, dobro, se je že zdaj že kar mainstream strip, čeprav prodajajo se pa ne toliko, ne? V Ja. resnici tukaj je problem, ne? Ja, mainstream so liki od stripa. Ja. Ne? Večino ljudi pozna Hellboya, ne? Ker ga je pač Ron Perlman igral v filmu, ampak Poglejte. večino ljudi, ja, poglejte, ampak večino ljudi pa žal ni prebrala stripa, ne? Ki je pa 20krat boljši. Ne? Tudi obstajajo stripi, ki so po filmih narejeni. Ne? Zdaj pač, ko so tako uspešni, te superjunaki, zdaj je že skoraj obratno. Ne? Se pravi, pride ven nov Avengers in potem pa še dajo 10 stripovska stripov, verzija. Ja, in potem dajo še, pa ni nujno stripovska verzija, ampak tako nadaljevanje iste zgodbe v stripu. Vedno so originali so pač tisti najbolj iskrena dela. Ne? Ampak ti pa vseeno rišeš, ne, po načrtu drugih. Ja. Koliko je zdaj tukaj pol iskrenosti v tem? Iskrenost je s strani tistega, ki je pisal zgodbo. Ne? Jaz interpretiram njegovo zgodbo na tudi svoj iskren način. Ne? Sem treba je najti nekoga, kogar glas ti je všeč. Ne? Se pravi, če delaš z nekom, ki piše scenarij, ki ti ni všeč, potem, ko rišeš, trpiš. A tudi recimo ti bi zavrnil, če bi rekel, zgodba mi ni toliko sam. Ja, sem tudi že v bistvu. Vsak drug prijatelj, ki ga imam, je tako, jaz sem pa ful dobra ideja. Bomo to narisali tako. To je veliko več dela pa časa, kot si misliš, ne? In potem, ko to zdaj je tako, aha, ok, no bom še malo premislil. Koliko časa pa je, recimo, da gremo zdaj na eno stran, ne? Ok, ja, dobro vprašanje. Nekoga, ki je profesionalno, ki se je preživljal od stripa, ena stran na dan, minimum. Kaj to pomeni 8 ur ali ena stran, ob 8 se Ne, vstanem pa ja, delam ja. do večera? Mislim, jaz ne poznam nobenega, ki bi eno stran naredil do 8 ur. Oziroma obstajajo one legende stripovske, ki to naredijo, ampak te ljudje so tako nadčloveški. Ne? To mi še povej, kdaj digitalno, kdaj na roko? Vadim tako z pen and paper, skice narišem na papir, jih poskeniram, pa potem digitalno obdelam. Ampak moram reči, da v zadnjem tako pol leta res poskušam priti nazaj na tradicionalno, zdaj to ima tako neko tako, že ko se poskenira neka risbica, ima to neko tako kvaliteto, ki jo digitalna risba ne bo imela. Vsaka ima svoje prednosti, ne? Ta je zelo čista risba, ampak to je pa tako malo bolj grungy in mogoče si želim tudi eksperimentirati s takim stilom bolj. Tilen, najlepša hvala za ilustracijo, podpisati jo še moraš. Cool. Vam hvala, da ste z nami in ker vem, da boste tole polajkali, če vam je všeč, pa pošerali. Na enem gumbu? Ja, in napisali v komentarje, kakšen bi bil vaš perfekten strip. Ja, ali pa stripovski junak. Ne rad biti superheroj. Ali pa junakinja. Ali pa junakinja, itak, s kratkimi lasmi.